Čau družba, evo, dobrodošli spet na kanalu Lunca Films in danes se bomo pa spet pogovarjali o tematiki potapljanja na dah. In zdajle bom natančno razložil, kako prideti do SSI certifikata Level 1 in pa kaj ti prinese ta tečaj pri apnea.si. No, pa da začnemo. Tečaj Freediving Level 1 oziroma začetni tečaj pri Samo Jeranko in v bistvu na apnea.si poteka takole. Vključuje 6 ur teoretičnih predavanj, 3 ure praktičnih vaj na bazenu, 6 ur praktičnih vaj na morju, 1 uro video analize, 1 uro razteznih vaj, 3 ure dihalnih vaj in tehnike sproščanja. To je v bistvu zajeto v ta paket, ki ti v bistvu da SSI certifikat Level 1, freediving licenco v bistvu. Vključeno je pa tako, da v bistvu zdaj bomo šli mečkan čez cel postopek, da si boste lažje predstavljali, kaj dobiste s tem tečajem in kdo ima v bistvu vse to čez. Samo Jeranko je 7-kratni medalist svetovnih prvenstev in eden od vodilnih trenerjev prostega potapljanja na svetu. Je ustanovitelj in vodja šole Apnea Slovenija. Samo je od leta 2008 postavil 2 svetovna rekorda v prostem potapljanju, osvojil 2 srebrni in 5 bronastih odličij na svetovnih prvenstvih ter ob tem izboljšal 19 državnih rekordov. Moram povedati tudi to, da velike športne dosežke nizajo tudi športniki, kateri so pod okriljem Samota. Samo je v bistvu vrhunski učitelj, ki zna v bistvu na zelo simpel in preprost način povedati, kaj in kako, da te nauči in da ti zadeva ostane v spominu. Evo, situacija je taka. Jesenski del je bil v bistvu narejen tako, da smo 2 dni med tednom popoldan se dobili na DIF-u, tam smo opravljali teoretičen del, potem pa 2 večera smo naredili vaje v bazenu. Sobota in nedelja je sledil globinski potop v Omišalju in sicer na Krku. Tam smo v bistvu dosegli vsi, bom rekel, globine nekje 5, 10, 15 metrov in bom rekel, prebili smo tisti strah, ker se potopiš dejansko v globino, katere niti ne vidiš in vidiš sam črnino, ki pa prideš od spodaj, se ti odpre čist nov podvodni svet. No, na samem teoretičnem modelu smo v bistvu šli čez celotno sestavo človekovega telesa, v bistvu kako so sestavljene te dihalne poti, res detaljno, da razumeš pa v bistvu svoje telo. Na teoretičnem modelu smo se naučili pravilno, se pravi, dihati, izenačevati pritisk, osnove tehnike sproščanja. Ok, v samih učilnicah v DIF-u smo vse to znanje resmo nekako usvojili, potem pa smo se prvi dan odpravili dol v bazen v DIF-u in tam tudi nekako se, bom rekel, spoznali iz statično apnejo. Statična apneja je v bistvu tako, da se v bistvu predtem sicer naredimo te dihalne vaje, dihalno jogo, to potapljaško, da se sprostiš, pa pravilno umiriš. Potem smo pa imeli v bistvu že tak prvi potop, oziroma to, tako sem rekel, statično apnejo in tam smo po večini vsi šli praktično čez sebe. Tam, bom rekel tako, jaz ponavadi, če sem že tukaj držal 1 minuto nekje statike, pa že to je bilo ogromno, na temu tečaju, ker te v bistvu Samo, pa ostali inštruktorji, ki jih moram zelo pohvaliti od prvega do zadnjega, praktično res vse, te tako dobro psihično pripravijo, da zdržiš pod vodo praktično 2 minute pa pol. To je meni fenomenalno. Ok, dan 2. Spet smo na teoretičnem modelu in spet te video vsebine, se pravi, kako je, naprimer, če pride do izgube zavesti, slabost, pa v glavnem vse te varnostne postopke se tam tako dobro naučiš, da jih imaš skozi v eni podzavesti in da veš, daj ne smeš pretiravati. Sledi potem, se pravi, drugi del bazena. Drugi del bazena smo pa v bistvu imeli na bazenu Tivoli
v Ljubljani, tam pa smo v bistvu izvajali dinamično apnejo. In dinamična apneja je bila pa v bistvu plavanje pod vodo. Kaj je bilo tukaj v bistvu res super? Vsak dan se tukaj samo stopnjuje, nadgrajuje, pa nadaljuje pač spoznavanje tega podvodnega sveta, pravilnih tehnik, sam znanje se v bistvu sam kopiči pa nadgrajuje, kar je pa fenomenalno. Res, toliko dober postopek je narejen, da začneš praktično čisto na nuli, pa sam takole rasteš naprej, kar se meni zdi to pač v glavnem fenomenalno na konci izpade, no? Da ni vse prehiter, ampak da lepo počasi osvajaš ta svoj znanje. Ok, ko pridemo enkrat na Krk, pa pol sledi res praktičen del, da vso to teoretično znanje, ki smo ga uspeli pridobiti, spravimo dejansko v globino. In prvi dan smo že prišli v bistvu tako, da je sledil, se pravi, šli smo na boje. Prvi dan je sledil 5 metrov globinski potop, pa 10 metrov. Se pravi, postopoma smo ful lepo šli naprej, do 5 metrov, do 10, pravilen potop, prvi smo se vlekli po vrvi dol, po vrvi gor, potem smo plavali po vrvi gor, po vrvi dol in tako naprej. To smo pač trenirali prvi dan lepo, da smo se klimatizirali v bistvu nekako z globino, pa da smo se znali pravilno umiriti, pa vse skupaj to. Predtem so bile seveda še te dihalne vaje, pa vse to, da je dejansko osnova za potop so dihalne vaje, pa ta sprostitveni postopek, bom jaz rekel. To je neka apneja joga, ki pomaga, vedno pomaga pred samim potopom. V redu, pa pridemo mi na dan 2, tam je pa sledil pol globinski potop preko 10 metrov, se pravi, to pa pol pomeni tako, da prideš v tako globino, ka z vrha dolka pogledaš, dejansko vidiš samo črnino. In to je vedno meni, bom rekel, osebno me zmeraj več me stiskala. Nikoli nisem bil najbolj klimatiziran in se nikoli nisem niti tam plaval, niti potapljal. Tukaj pa v bistvu to narediš kar, bom rekel, nekako spontano, pride ti v podzavest in odprejo se ti oči, prideš čisto na en nov level, bom rekel. Kaj smo tukaj še v bistvu pol drugi dan uspeli doživeti, je pa to, da smo se naučili spremljati potapljača, ki gre v globino. To je ful pomembno pri naprimer podvodnem ribolovu. Zelo prav pride pa reševanje iz globine. Se pravi, izgleda je to tako, na globino 10 metrov je šel potapljač, reševalec za njemu in ga je potem dvignil gor na gladino, tam pa gre pol čez cel reševalni postopek in bom rekel, še ena taka nora izkušnja, ker ti sam da določen znanje, ki ga nikoli ne veš, da ga boš rabil. Noter smo tudi v bistvu pol, bom rekel, v samem tečaju bilo tudi tako, ko si naredil globinski potop, si od spodaj snel masko, šel na gladino, nekje si sam šel, bom rekel, si mahal z rokam, da si plaval z rokam, brez uporabe nog, ker če te prime krč in take stvari, v glavnem ful dobre te tehnike, en tak ogromen enih stvari se naučiš, ki ti sam grejo v plus in bom rekel, sam procesor dela. Tako da, v glavnem, stvar je taka, ful priporočam ta tečaj zaradi tega, ker odpre ti oči, tudi vsi rekreativni potapljači, pa vsi, bom rekel, samouki in tako naprej, vsi delamo napake, oziroma smo jih delali podzavestno, ker niti ne veš, da je to narobe. In tam ti dejansko tako odprejo oči, da ti glava dela in v samem potopu si ful sproščen in zadeva pol steče in je kar samoumevno vse skupaj. Za konci pa v bistvu tako, ful moram pohvaliti celotno ekipo, samo Jeranko se itak, bom rekel, zelo podstop, se posveti vsakemu posamezniku, njegova ekipa, ki so pa v bistvu res vrhunski potapljači, vrhunski inštruktori,
pa bom rekel, zelo, zelo dobro spremljajo vse udeležence in res vsak ti da nek svoj znanje, svoj pogled na to in to, ki jih je, vsak ti nekaj zna povedati, vsak te malo drugače vidi in ful dobro je, ko absorbiraš toliko enega znanja. No, tako da za moje pojme, gledajte, investirate ta denar v sebe v bistvu in to je res ena taka naložba, če mislite biti, bom rekel, veliko pod vodo, je ful dobro, ker tam boste dobili take izkušnje, ki jih drugače sami ne morete priti do tega in tako pač je. V glavnem, hvala, ker ste bili spet z nami na kanalu Lunca Films. V glavnem, ne se pozabiti naročiti, lajkati pa tako naprej. Mi se pa zagledamo na novih dogodivščinah vsega.